Kava s červekom. Draga dame in gospodje, dobrodošli na še eni kavici s červekom na Radiu 1. Tudi danes, če to spremljate preko YouTubea, seveda vam tudi tukaj mahamo, drugače pa upam, da boste uživali z mano vse tja do 10. Tokrat je moj gost dobitnik številnih nagrad na področju oglaševanja. Zadnje čase pa ga bolj poznamo kot predavatelja in pisatelja in tudi potem, da je izgorel. Aljoša Bagola, dobro jutro. Lepo zdrav. Aljoša, za vsakega najprej isto vprašanje do vsakega gosta. Kakšna je tvoja jutranja rutina? Jaz si pravim kar rutina maze. To pa moraš zdaj razložiti. Mora biti disciplinirana in fokusirana. Skratka, ko vstanem, najprej seveda z Ivo pripraviva Sofijo za v šolo. Ja. Zahteva posebne vrste katalizatorje, pospeševalnike, ne, ker se pač otroci radi obotavljajo, takoj segajo za daljincem in podobno. Potem si pač poščetkamo zobe, počohamo psa. Jaz se na to oblečem v telovadno opremo in potem sedim na kavču. To je life. Hecam se, pol grem v bistvu telovaditi, oziroma delam jogo. To je zdaj redna praksa. Potem sledi kava. Potem je že čas, da tudi ženo pošljem v službo. Ona začne ob 10 z vajami, tako da kakšnih, ne vem, 9:30 gre. Jaz pa začnem takrat po zajtrku pisati in je to 1 ura najmanj jutranjega pisanja. Pol pa začne pes tako gnjaviti, da greva na rožnik, pol pa smo že blizu kosila, ne. Se pravi, to je res dobesedno ta jutranja rutina, vsak dan isto. Vsak dan isto, trudim se tudi, da ob vikendih, no. Aha, tudi? Ja. Pa imaš kakšen problem, veš, kakšni ljudje rečejo, joj, pa rutina, to ni v redu, ali imaš ti res zdaj ustaljeno, to ti odgovarja? Pa meni je v tej neki ovnovski naravi tudi pravzaprav to neko fokusiranje, ta neka predanost stvarem blizu in ko pač nekako pogruntaš, kaj ti paše, je pravzaprav to dobro nekako zacementirati in potem imaš tudi neke rezultate, se mi zdi. No? In to se pravi ni zgolj rezervirano za, ne vem, jutranjo rutino, ampak se to da reproducirati v vsa področja življenja. In potem, ko ustvariš neke ustaljene navade, nek ritem, to ne pomeni samo, da pravzaprav privarčuješ veliko energije, da ne razmišljaš, kaj bi zdaj, kaj bi in tako dalje, ampak pravzaprav se to sešteje v nek uspeh, ki je fokusiran glede na tvoje cilje, glede pravzaprav na neko tvoje splošno življenjsko prizadevanje. Danes se mi zdi, da ste poslušalci in gledalci videli, da ima Aljoša zelo poštimano življenje po tistem, kar se je zgodilo, ne? Se mi zdi. Res je. Okay. Takrat se moraš vzeti v roke, ne? Ja. Omenil si, da zjutraj piješ kavo, ampak že prej sva se mičkem pogovarjala, da pa ne kofein. Ja, pred kakšnimi 5 leti sem pravzaprav nehal piti kavo, pogosto sem dobil migreno, takrat sem bil še v zelo stresnem okolju in to se je nekako tako potem izcimilo, čeprav sem neverjeten ljubitelj kave, prihajam iz gostilniške družine in pravzaprav tudi, ne vem, potem, ko smo se potrudili pripraviti, ne vem, celovito doživetje, se pravi za hrano, kulinarično, mora to kronati dobra kava in res si moral skuhati dobro kavo in to se mi zdi, da je nekako v genomu. Sem jo pa nadomestil tudi zaradi rituala, pa vonja, pa vsega, z brezkofeinsko. Se pravi, da še zmeri malo von dobiš. Ne, še zmeri malo, ampak kar. Še zmeri von užilo. Bil sem vidva prej zmenila, da ker ti ne morem ponuditi brezkofeinske kave, da bova pa čaj. Velja. Tudi to lahko naš aparat DeLonghi Dynamica Plus naredi. Šalčko hot water piše in tole bo zdaj lepo zagrel, mi imamo tudi že čajček pripravljen in ti ga bom seveda vmes dostavil. Tako bomo kmalu pisalo na oceanih, ko bomo šli v morje, ne? Hot water, ja, če bo tako dalje. Preveč je to res, veš? Preveč se zna to zgoditi, upam, da ne, ampak vseeno. Ta cajt, ko se čajček dela, greva v bistvu kar v tvoj štart. Začel si v oglaševanju, zelo mlad, ampak najprej, zakaj oglaševanje? Pa v bistvu sem o tem veliko razmišljal in pravzaprav lahko rečeva, da sem začel v oštariji, ne? In gostilna je pravzaprav en tak zanimiv ekosistem,
kjer moraš biti dober poslušalec kot natakar. Pač ljudje pridejo, ki razlagajo, sploh tisti, ki se utaborijo pri šanku in prinašajo novice, trač, svoje zgodbe, svoje skrbi. Potem moraš biti dober diplomat, ko je bila naša oštarija polna, je to pomenilo 240 lačnih ljudi in moral si se zmeniti, da bo treba tudi kakšno urco počakati na hrano. Potem moraš biti tudi dober pripovedovalec zgodb in dober tržnik. Oče nas je vsako jutro postrojil in rekel, danes mi prodajate to in to. In potem seveda moraš znati nekako te stvari prodati tako, da je ta odnos, ki ga zgradiš, pravzaprav takšen, da ga ljudje želijo ponoviti, da ga želijo reproducirati. Se pravi, da se vrnejo nazaj v gostilno in v pravzaprav neke, gostilne, hotele, karkoli že, se ne vračamo samo zaradi, zaradi pravzaprav neke ponudbe, ampak predvsem zaradi odnosa. Ker zanimivo je, da se ljudje zapomnimo, kako smo se nekje počutili. Ne samo, mogoče rečemo, tam je pa dobra hrana, v resnici je pa pravzaprav, da si se dobro nekje imel, da si se nekje dobro počutil. In to je vedno stvar odnosa. Sam še zmeraj je zanimivo, da pol si z tega prešal to na oglaševanje. Ja. Pa, ko sem razmišljal, niti ni tako. Zato, ker gostilna oziroma odraščati v družini, ki je pač lastnica turističnih kapacitet, je zelo naporno, zelo obremenjujoče. Seveda so te lepe stvari, ta nenehen občutek, da živiš malo na očeh javnosti, da je vse dinamično, da so urniki veliko bolj fleksibilni, kar ti kot otroku pravzaprav ustreza. Je pa pač ta drug del, ki pomeni veliko požrtvovalnosti, veliko odsotnosti staršev. Pravzaprav si lahko nenehno z njimi, pa nisi nikoli pravzaprav z njimi, ker so posvečeni nekim drugim stvarem. Potem je veliko teh težkih, napornih odnosov, kot sem že prej omenil, ti vsaj moraš skrbeti za vzdušje, za neko razpoloženje. In tako je tu dosti tudi nekih disfunkcionalnih stvari, kakšni gosti so težki, zahtevni in tako dalje. In tako mi je ta preskok v oglaševanje pravzaprav bil pripisan na kožo, ker tudi oglaševanje je polno podobnih pritiskov. Velika pričakovanja, veliko stvari se mora zgoditi takoj, čez noč. Ljudje se morajo počutiti obravnavani, naročniki, počutiti se morajo, da so dobili najboljši možni izdelek. In jaz sem bil pravzaprav v tem zelo udomačen, to mi je bilo zelo na kožo pisano okolje. In to sem pravzaprav ugotovil šele po svoji karieri, ko sem videl, kako so ti odnosi in ta intenzivnost zelo povezani, zelo identični. Pa zdaj bom jaz razmišljal, kako bi oglaševal recimo vašo gostilno? Ja, to je v bistvu bil moj prvi oglas, kampanja, ki sem jo naredil. Zasnoval sem produkt, takrat so bili še tolarji, in oče mi je rekel, daj nekaj za mlade, mi pogruntaj, In potem sem razvil topli sendvič, pač s posebnim nadevom in tako dalje, in sem ga poimenoval Stovstek, ker je stal $100. Spravi nekaj, kar je bilo v zmogljivosti moje generacije takrat, kar se žepnine tiče, in tako je res to postal tak pravzaprav prodajni hit. Koliko so te doma pol plačali za to? V bistvu smo dobili kar nek portfelj stvari, ki smo si jih morali pol odslužiti v gostilni, tako da sem imel neke vrste retainer. Do tega oglaševanja se bo itak vmes ves čas se ga dotikala. Zdaj govoriva tudi o tej gostilni, kot mlad si tam delal. Koliko si bil tukaj star, ko si to reklamo Stovstek naredil? To sem okoli 12 let recimo. Že to? Jaz sem mislil, da boš rekel, 18 ali pa nekaj. Ja, dobro. Tiste so že bile. To je ful hitro. Kako se pa res spominjaš samo teh časov dela v gostilni? Pa mogoče je težko zdaj nekaj izločiti iz celega konteksta odraščanja, ker se mi zdi, da se pravzaprav v ta obdobja vračamo z nekimi celovitimi občutki. Zgolj en tak medklic, ko sem se vračal z knjižnega sejma v Frankfurtu, sem si na letališču kupil parfum Versace Blue Jeans, ki sem ga nosil v srednji šoli. In zdaj si ga včasih nostalgično zjutraj nanudim,
zato da se prav vrnem v ta neka občutja. Ne? In to neko občutje odraščanja je v bistvu kot neke vrste, ne vem, del mene, ki je neka posebna pustolovščina. Ne vem, spomnim se, ko smo imeli prvo gostilno, ki ste jo starša najemala, kako je oče organiziral veselice, rajanja, druženja in kak je pravzaprav ta dan tega pričakovanja, ki se je potem zavlekel pozno v noč, potekal res kot neka, ne vem, pustolovščina. Marjan Smodej znamenito zamujal, ko je prišel, je oče znorel, kaj se dogaja. Marjan! In tak dalje. No in pol je pravzaprav to neko obdobje, ki je kot da presahnilo, kot da so nas te črne škatlice, ki jim rečemo telefoni, dokončno posrkali, ne? Ja. Polno v bistvu nekega veselja, neke radosti, nekega žlobudranya. In to pogrešam. Recimo, meni je glas, ki me vzradosti, žlobudranje v gostilni. Prav ta kakofonija zvokov, ropota in teh stvari. Ko je slišati to? Tako. In to izginja, ne? Ker so pač dejansko vsi zombificirani v svojih napravah. Tako da to je pravzaprav neko to občutje tega, kaj pomeni živeti v skupnosti. In to je, okoli dobre gostilne se vedno tvori neka skupnost. In imaš ti ljudi, ki jih poznaš in že prihajajo, pa jim že točiš, ne vem, kavo, kot jo radi spijejo, ali špricar, točno tako, kot mora biti ali v posebnem kozarcu, ali kakorkoli že. No? In te majhne zgodbe z veliko ljudmi pravzaprav tvorijo to, kar danes pogrešamo. In to je ta občutek pravzaprav skupnosti. Neke pripadnosti. Tako, ja. Čutiti je, da že zdaj, samo po parih minutah, ko se pogovarjava, da imaš ta dar govora, da znaš pripovedovati zgodbe. To zdaj sem takoj začutil. In ba je, da si to imel že zelo mlad, ta dar, da znaš pripovedovati. Spomnim se, kako sem na kuhinjski mizi pri babici, in govorim na kuhinjski mizi, ker sem stal gor in razlagal zgodbo o Rdeči kapici, ki se mi je seveda že dal nek svoj pridih. Jaz imam zelo rad volkove, tudi tu imam danes enega. In pač grozno mi je bilo, da pač tam je volk na koncu pokončan, zato sem jaz stvar obrnil, da pač volk potamani lovca. In tako sem to razlagal tam stoječ na tisti mizi in spomnim se občudujočih obrazov okoli sebe. Predvsem pa fotra očeta, ki se je po koncu zgodbe tako smejal in to res z celim telesom, tak gromki smeh je imel, da se me je očitno to tako prijelo. Vsi smo privlečeni za tem nevidnim ježkom, ki jih imamo na denarnicah pa na supergah in stvari se nas primejo. Yeah. In to se me je pravzaprav tako dotaknilo, da sem očitno dobil, to je pravzaprav nekaj, kar tudi razveseli moje starše. In otroci smo taka bitja. Najprej kalkuliramo in gledamo pravzaprav, kaj potrebujeta ta dva, od katerih smo tako dolgo odvisni. In zato mi je to pripovedovanje zgodbe bilo vedno nekaj, kar me je zanimalo. Tudi te dolge razvlečene prekmurske popoldneve, kjer pač opazuješ, kako, ne vem, v steklenici Radenske se tisti mehurčki vsake toliko izstrelijo na površino in valjda na televiziji ni bilo nič, zunaj je bilo, ne vem, 40 stopinj in si se moral zamotiti. Jaz sem to vedno počel v svoji glavi z domišljijo, z velikimi zgodbami, z izdelovanjem, ne vem. Kreativno v glavi. Ja, in to je v bistvu pač nek zelo pomemben prostor, ki ga danes vse manj zasedamo. Otroci imajo na tisoče radovednih vprašanj, a preutrujeni starši pridejo domov in jim rečejo, ne vem, daj mi zdaj ne morem in tako dalje. In potem otroci radovednost stlačimo v predal nezaželeno in tako nezavedno pravzaprav prekinemo oziroma prekinejo povezavo z ustvarjalnostjo. Viš, če bi šel danes kakšen mulc na mizo stati, pa bi volka dal v tak položaj, ki ga dal ti, bil si tako, kaj ste otrokom narobe? Ja, že Zakaj je ubil babico? ADHD pa antidepresivi pomirjeva. Mi je pa zanimivo, zakaj pa recimo nisi šel v kakšno kariero morda igralca ali pa recimo delo na radiju, tukaj je tudi pripovedovanje. Čeprav zdaj s tem, ki si predavatelj, si pa šel spet na nek ta nivo. Tako, res je. Glej, v oglaševanju pravzaprav
je pomembno, da znaš pripovedovati zgodbe in to sem pravzaprav jaz vedno počel in si tudi prizadeval. Zdaj, veliko oglasov, ki jih vidimo, je pravzaprav zgolj podajanje prodajnih informacij. In to pravzaprav zame niso oglasi, ampak neke vrste, ne vem, prodaja. Ne? Oglas mora vedno povedati zgodbo in jaz sem vedno čutil, to ni bil pritisk, ampak vedno mi je bil izziv, kako pravzaprav v kratkem formatu nekoga navdušiti, napolniti z emocijami, ga zabavati, mu povzročiti, da se mu kocine postavijo po konci. Ne? In tako sem svojo filozofijo oglaševanja poimenoval Hollywood v Twitter formatu. Spravi, da zagotovim te filmske občutke celo večerca v strnjenem, kompaktnem, destiliranem formatu, ne, v neki kratki enoti časa. In temu sem bil zelo zvest. In zato pravzaprav nekako ves čas govorim zgodbe, jih ustvarjam in ne vem, iz oglaševanja v potem pisateljevanje in sedaj predavateljstvo, ker pravzaprav ljudje ne dobijo predavanja, ampak neko pravzaprav celovito dramaturgijo nastopa, prepredenega z izkušnjami, ugotovitvami in tako dalje. Sem te v bistvu hotel vprašati, kaj je zate dobro oglaševanje, pa si zdaj le povedal. Se pravi, zgodba. Absolutno. Mislim, če oglas ne pripoveduje zgodbe, ni oglas, ampak je zgolj prodajna informacija. Sicer zdaj se z oglaševanjem ne ukvarjaš več, že nekaj let. Ne. Ampak vseeno, evo, ti da meni izzivček. Kako bi oglaševal tole, kava s červekom? Da vidimo, zdaj z glave. Evo, zdaj ti bom nekaj povedal. Ne. V bistvu smo, ne vem, še pred 150 leti večinoma bili tlačani. Se pravi, 93% Slovencev je pred 150 leti bilo tlačano. Ja. In nekako fosilni ostanek tega obdobja je naš nizek občutek lastne vrednosti, neka nezmožnost zdravega in pravočasnega postavljanja meja in postavljanja zase. Zato pač moraš znati ceniti svojo vrednost, sebe in tako dalje. Zato ti ne bom brezplačno ničesar naredil. Razumeš? Jaz sem pa že čakal, kam zdaj tu pele in tako, ja, dej money. Ne, vrednost. Ne? Da, na te izzive seveda se nalepimo, to mi je bilo vedno tako. V bistvu, jaz sem vkorakal in na koncu so si že vsi dajali petke, ne na koncu moje kariere. Ne? Aha, Bagole je prišel, kar petke so si dajali, zdaj bomo dobili nagrade, super bo, narejeno je. Ne? In potem ti obtičiš z tem bremenom. Ne? Ampak zdaj seveda moraš stvari, ko ceniš svojo energijo, ko veš, da prihaja v nekih omejenih odmerkih, ko drugače gledaš, se pač postaviš vrednost, meje in deluješ v skladu s tem. Tako sem mislil, da meno fino reklama zdaj, da bo. Kam gre lahko oglaševanje še naprej? Ker že tako tega je res povsod polno, na vsakem vogalu. Imamo še kakšno stopničko višje po tvoje? Kaj se še da narediti? Oglaševanje se vedno usmerja tja, kjer je pozornost. Živimo v ekonomiji pozornosti in to je pravzaprav najpomembnejša valuta danes. Ne? To se pravi, če so kriptovalute po definiciji skrite, je pozornost valuta, ki je vedno v ospredju, ki je vedno odkrita. Vsi s tem trgujemo. Vsi oblikujemo svoje osebne blagovne znamke in smo pravzaprav postali izvrstni oglaševalci, ker so nam družbeni mediji ne samo omogočili to, ampak pravzaprav tudi od nas zahtevajo. Ne? Če hočeš, ne vem, dobiti dovolj tega dopamina, kar je danes najbolj poceni bencin za naše možgane, da se imajo približno fajn, se moraš znati upodobiti kot uspešen, zadovoljen, nasmejan. Se pravi, dobro moraš oglaševati samega sebe. In naši možgani so se tega naučili in nas pravzaprav že nezavedno silijo v takšne oblike ravnanja, da nenehno oglašujemo, da nenehno iščemo pravzaprav to pozornost. In zato je oglaševanje vedno pravzaprav nekako v stiku z tehnologijami, ki so uspele v kombinaciji z neko zanimivo vsebino ustvariti, da je pač večina očesnih zrkel na svetu v tistem trenutku tam. Ne? In tako pravzaprav tehnologije malo diktirajo tempo na tem področju, seveda je pa vedno zelo pomembno, kako se pravzaprav pol ustvari vsebina. Ne vem, ko se je Instagram začel, je pač to bil, ne vem, samo en medij, ki je bil popolnoma brez vsebine. Ja. In soustanovitelji so pravzaprav
prosili svoje, ne vem, vplivne kolege, da naj začnejo nekaj tam objavljati, neke fotke in tako dalje. In ljudje smo zelo gnetljiva bitja, kar pomeni, da se vedno ravnamo po tem, kaj počnejo superzvezdniki, pomembneži, vplivneži. In to je pravzaprav nek ostanek refleksa, da smo se v plemenu primerjali z starešinami, z starejšimi, zato da smo razvili za pleme zdrave navade. V digitalnem plemenu pa gledamo, kaj pa počnejo, ne vem, top zvezdniki, in potem vsi krenemo v tisto smer. In tako se obnašanje pravzaprav zelo hitro oblikuje, pričakovanja, ki jih dobimo, ful hitro ponotranjimo, brez da bi o tem razmišljali, in zato oglaševanje vedno išče priložnosti, da pravzaprav v ta bazen pozornosti, kjer so vsi prisotni, pristavi svojo vsebino, svoje interese, in pravzaprav je to nekaj, kar je skozi zgodovino in razvoj tehnologije vedno prisotno. A poznaš igralca Ryana Reynoldsa? Poznam, ja. Ga kaj spremljaš morda? Mislim, da ga imam, da mu sledim, pa tu in tam vidim kakšno objavo, ki so zelo smešne. A vidiš njegove? On je recimo meni trenutno eden najboljših, kar se tega tiče, ker res zna prodajati. On je imel od tega, da ima svoj džin kupljen, pa zdaj ima neke oglase prodaja prek televizije in tega. On tako dobro to naredi, da mene zamika, da bi kar tisti njegov produkt kupil. Pa je v bistvu džin. Tako, ja. Zdaj v bistvu si zelo dobro povzel, ne? Takoj te zamika, ne? Takoj te pravzaprav dobi. Ampak on je izvrsten pripovedovalec zgodbe, zelo je smešen, zelo zna spet, ne? Narediti Hollywood v Twitter formatu. On v eni minuti naredi pravzaprav nekaj, kar te nasmeje, kar te navduši, kar te dobi, ne? In ko si speljan na te limanice, si pravzaprav gnetljiv in ti lahko postreže z tistim, kar pač v tistem trenutku trži, ne? Tako da te stvari zelo dobro delujejo, zelo preverjeno delujejo, in tako smo lahko navdušeni, po drugi strani se pa moramo zavedati, kako smo pravzaprav zelo lahek plen za marsikaj, ne? Se pravi, zdaj so menili, da je neka pot, kako priti do dobrega oglaševanja. A lahko rečeva, da humor da zelo dobro prodaja? Absolutno. Humor je pravzaprav eden izmed ključnih pospeševalnikov, zato ker naš čustveni aparat je pravzaprav prepreden z nenehno skrbjo, z pazljivostjo, z strahovi, čisto zaradi biološkega dejstva, zato ker naši možgani iz okolja nenehno črpajo informacije, pri tem pa prežijo na negativne informacije. Se pravi na nevarnosti, zato ker so te za naše preživetje najbolj pomembne, ne? In zato pravzaprav smo preobremenjeni za tem, kaj gre lahko vse narobe. In smo nagnjeni k katastrofiranju, k premlevanju, k negativnim, tem miselnim tokovom. In zdaj humor je seveda tisto, ki te iz tega potegne ven in ti omogoči, da se hipo počutiš bolje. Nasmejiš se, deluje popolnoma, tvoj živčni sistem popolnoma drugače. Pobeg mal? Absoluten pobeg. In hkrati je pa zanimivo še to, da v bistvu humor deluje spet na isti princip, ne? Vic, šala, fora je zgodba v zelo zgoščenem formatu, ne? Je nek destilat, ki te pravzaprav ki ti povzroči, da vse te mišice delajo in se raztegnejo do ušes in se pravzaprav smejiš. Tako da humor je zelo, zelo pomembna stvar in pravzaprav je tudi v najhujših trenutkih človeškega obstoja humor pravzaprav velikokrat tista stvar, ki daje upanje, ki ljudi žene naprej, ki omogoča pravzaprav ne samo nek pobeg, ampak to, da si zgradiš neko trdnost, ne? In tudi pogosto so kakšni, ne vem, zelo dobri komiki, ne, odraščali v težkih stvareh ali so bili, ne vem, izpostavljeni kakšni travmatični izkušnji in tako dalje. Robin Williams, recimo, ne? In te stvari. Tako da, ja, humor je zelo, zelo mogočna stvar. Pravzaprav tudi zelo pomembna stvar v naših življenjih, no. Ja, res je, ja. Daj mi še to, kar se oglaševanja tiče. A res drži tisti rek, slaba reklama ne obstaja? Ja, tu v bistvu se vračamo nazaj na področje pozornosti, ne? Zato, ker je
pač neko pravilo, ki pravi, da ni mogoče ne komunicirati. Se pravi, vse, kar počnemo, je pravzaprav neko sporočilo, ki ga dajemo v svet. Ne? Tudi če, ne vem, princ Harry izda knjigo, ki blati njegovo družino, je kot njegove družine, da je tiho in se obnaša, kot da se ni nič zgodilo. Ja. No, ampak to ni, da so oni tiho, ampak s tem nekaj sporočajo. Ne? In zdaj vse, kar narediš, pravzaprav nekako povečuje to pozornost, to kar pač si vsi želimo in za kar si prizadevamo. Zato slaba reklama pravzaprav ne obstaja v tem smislu, zato ker ti vedno zagotovi nekaj pozornosti, ker ti vedno zagotovi, da boš izpostavljen, ker ti vedno zagotovi, da bodo oči javnosti oprte v tebe, ali boš kaj povedal ali ne in podobno. Ne? Tako da, ja, tehnično gledano ne obstaja to, da ti ne bi mogel nečesa kapitalizirati, obstaja pa seveda veliko slabih oglasov. Tako da, sam da sva si na jasno. Ko so imeli princa Harryja, on je zdaj res izdal knjigo, tudi ti si jih zdaj že izdal neki, ti ne blatiš svoje družine z razliko od njega. Večina te res pozna zdaj po tej tvoji knjižni uspešnici, kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke. Kako in zakaj si izgorel? To smo verjetno že slišali, ampak vseeno, še enkrat. Pa zelo na kratko. V bistvu vedno izgorimo zaradi vzorcev, zaradi nekih nevidnih scenarijev, po katerih delujemo, in ti so seveda neke vrste štafetna palica, ki se predaja iz roda v rod. Ne? Zdaj povedal sem že prej, da smo, ne vem, zgodovinsko ukleščeni v neko okolje, kjer smo vedno imeli gospodarje, kjer so nam vedno zapovedovali, in naša pridnost, pohlevnost in ponižnost pravzaprav izhajata iz tega. To so trije ti P-ji, ki se jih moramo znebiti. Ne? In zato je pravzaprav to, kako ti gledaš na svet, kako o stvareh razmišljaš, kako deluješ, kako delaš, pravzaprav odvisno od tega, kakšen tale programski sistem v glavi imaš naložen, kakšne Windowse imaš prednaložene. In zdaj v mojem primeru je to prekmursko okolje zaznamovano spet z to pridnostjo, pohlevnostjo, uslužnostjo, biti na razpolago, se nenehno dokazovati, prevzemati ogromno odgovornosti, in navajeni smo, da pravzaprav svojo vrednost nekako utemeljimo zgolj z delom, z garaštvom. Ne? To je osnovni vzorec. In ko že stopaš v svet na ta način, to delaš z neko zadržanostjo glede tega, koliko si vreden, kako se moraš izpostaviti, kako dokazati. Ne? In zanimivo je, da je pravzaprav ta frustracija, ta osnovna frustracija, lahko včasih tvoj kerozin, ki te poganja, ki te izstreli pravzaprav do neverjetnih uspehov, in veliko najuspešnejših ljudi pravzaprav trpi zaradi te neke osnovne otroške travme, poškodovanosti, ki jim pravzaprav reče, zdaj pa ne, tega več ne bomo nikoli dovolili in bomo tako razprli krila, da nas nihče ne bo mogel doseči. In to nekaj časa deluje, potem pa to zahteva svoj davek. Zato, ker ko imaš ti dovolj mladostne energije, da pravzaprav nenehno ustvarjaš, da si nenehno vključen, da prevzemaš toliko odgovornosti, da si tako imun na stres. Jaz sem bil pravzaprav kot Michael Jordan. Žogo meni, bom jaz, dejte. Ne? Čim več, tem bolje. In sem pravzaprav letel na tem. Potem pa, ne vem, dobiš družino, postaješ starejši, kakovost spanja postaja pomembna, vedno več odgovornosti se zgrne na te, postaneš vodja oddelka, kjer upravljaš vse odnose in tako dalje in tako naprej. Pridejo krize, gospodarski izzivi in tako dalje. In seveda se to sešteje v to, da je ta tvoj stari jaz, ki si ga tako do popolnosti izdelal in brandiral, ne, to je pa Aljoša Bagola, ki je to in to in to, več ne zmore, ker je pravzaprav toliko nekih nevralgičnih točk pritiska, da se to začne krušiti in rušiti. In potem se absolutno zgodi to, da se samo zdraviš, ne, pred temi občutki, ne počutim se dobro, tako da se oprtaš za še več dela.
še več mi dajte. Ne? Se pravi, delo kot pobeg, deloholištvo kot vrednota in to je pravzaprav ista odvisnost, kot če si odvisen od trdih drog, alkohola, iger na srečo, seksa, karkoli že. To je ista odvisnost, le da jo v Sloveniji zelo čislamo. Ne? On je pa umrl v službi. Srce je dobesedno pustil na terenu. Ne? Ja. To je pravi, ne? To je to. Ko se dela. In se potem ga potrepljamo za na konec. Ne? In ko pravzaprav ugotoviš, da je to netrajnostno, da se začneš sesuvati, je potem to strmoglavljanje za tega piedestala uspehov, dobivanja nagrad, nizanja, ne vem česa vse ne, in blestenja. Ja, tako hitro, kot sem zapisal v knjigi, da nimaš časa zmoliti niti oče naš, ne. In sesutje je pa potem res v prafaktorje, na osnovne delce in potem je res psihoterapija omogočila vpogled v to, kako razmišljam, kakšni so moji vzorci, zakaj moram vedno za vse poskrbeti, zakaj moram vse rešiti, zakaj moram prevzeti vso odgovornost, zakaj moram dobiti vse nagrade, ne. Ja. In spomnim se enega zgodnjih terminov, ko sem se tako samo izpraševal in terapeutka, krasna Urška Batelino, ki me je sestavila, me mirno poslušala in rekla, ja seveda gospod Aljoša, to je zaradi vašega manjvrednostnega kompleksa. In tak Superman v meni je bil, halo, manjvrednostni kompleks, se vi šalite, ne. Potem, ko sem se res ukvarjal s to težko domačo nalogo nekaj naslednjih dni, tednov, sem ugotovil, da moram nenehno blesteti, biti najboljši, biti stalno zmagovalen, zato, ker se šele najboljši počutim komaj dovolj dobrega za ta svet. In potem, ko razumeš, zakaj si tako uspešen, ne, in zakaj nenehno druge daješ na prvo mesto, ne, začneš to kolesje, ki je tako močno, počasi spreminjati, počasi ravnati bolj odgovorno do sebe. In zato se izgorelost vedno zgodi zaradi slabih odnosov in nikoli zaradi preveč dela. Predvsem zaradi slabega odnosa tudi samim sabo. Ne spoštuješ se dovolj, v resnici si zaupaš samo, če imaš vse obveznosti, če delaš največje stvari, če dobivaš najpomembnejše nagrade. In pravzaprav ta potreba, da se nenehno filaš za temi zunanjimi dokazi, je pravzaprav neko pričevanje, da je pa znotraj tebe neka praznina, da brez tega ne obstajaš. Včeraj mi je bilo zanimivo, ko je Nadal izgubil na, kaj zdaj, Australian Open, ne? Ja. Kjer je lani zmagal in je na novinarski konferenci povedal, ja, absolutno, zdaj sem mentalno na psu, nekaj takega je povedal, ne? Mentalno sem raztreščen. In potem, ko gledaš tega človeka, ki je že vse dosegel, ki ima ne vem kakšne lovorike, vse je dokazal in kako ustraja v meču, pa dobesedno nogo vlači za sabo, ali mu jo tam morajo na novo prišraufati, pa snet, pa spucati, pa natakniti nazaj, gor si misliš, a res še to potrebuješ? Še zmeri si, potem sem videl samega sebe pravzaprav, ne, kak sem isto počel. Vse je že bilo, ampak še sem rinil, še sem bil tisti, ki je reševal Deus ex machina in to je pravzaprav tista identiteta, ki jo tako nujno potrebuješ, da si dober. In zanimivo je bilo zdaj, knjiga Kako izgoreti, ne, je bila zelo velika uspešnica, najbolje prodajana knjiga leta 2020, potem sem izdal knjigo Srečo prosim, ja. In pač na 2 leti izdajam knjige in zdaj sem si dodal, da bo pa ta knjiga tudi najbolje prodajana knjiga 2022. In potem pride David Zupančič z svojo uspešnico Življenje v sivi coni, ki postane najbolje prodajana knjiga 2022. Moja knjiga je zdaj druga. In jaz tako, ko vidim to, hello darkness, my old friend. Si misli tako, pa kako mi je tako spodletelo, mislim to pa. In ti stari vzorci, točno to, ta ego, kako je to močno. In v bistvu ego je pogosto obravnavan kot ta, da sebe postavljamo v ospredje, ampak pogosto zaradi neke nenaslovljene bolečine. Se pravi, tudi občutek, ne vem, zapuščenosti kot gostilniški otrok, saj to ni zdaj tako grozno, ampak imaš to neko ločenost od staršev, ki so vedno posvečeni nečemu drugemu, ne. Ti ta ego napaja v tem smislu, moram biti najboljši, če ne, me bo pleme izvrglo in umrl bom tam na obronkih, kjer me nihče ne bo maral in se menil zame. In ko se te vsebine spet pojavijo, si rečeš,
mislim, halo, to pa je res trapasto. Ja. Tako da zdaj znam biti ponosen tudi na drugo mesto, ne? Druga najbolje prodajana knjiga leta 2022, srečo prosim. Ker je še zmeraj drugo, Ja, v Sloveniji, Sej to in ne vem, skupaj sem prodal 25,000 knjig, kar je neverjetno, ne? In spet gledam in se pogovarjamo z založbo, pa jaz tako, ja, pa saj je nek začetek, ja, mislil sem, da bi to moralo biti saj, ne. Tako da moraš se ustaviti, moraš vedno vedeti, kako si narejen, ne? Kaj te pravzaprav žene, kaj te daje in te stvari potem počasi preprogramirati. Jaz temu našemu notranjemu glasu pravim, narator, gnjavator. Ne? Vedno nekaj ni v redu, vedno nisi dovolj dober in tako dalje. Ne? Še on pritrjuje. Še on pritrjuje in zato je to treba res predano, vestno in zato pravim, rutina maze. Ja. Ker si ti, ko se to pojavi, mentalni alarm in zdaj moram to početi spet bolje. Misliti bolje o sebi, misliti bolje, se bolj ceniti in tako dalje. Z vsakim, ki sem se pogovarjal, da je imel to izgorelost, vsi rečejo, to se je moglo zgoditi. Do tega je moglo priti, da se človek potem resetira, ker pač je bilo tisto preveč. Bom pa malo drugam zavil. Pred kakšnim mesecem ali pa nekaj podobnega sem se ravno tako na kavici pogovarjal z našim Denisom Avdićem, ki je tudi že javno povedal, da hodi k psihiatru, da pač predeluje vse stvari od ozadij naprej, ni da ni. In je prav rekel, psihiatra bi mogel imeti vsak. Ja, ali psihoterapeuta. Res? Ja. Jaz se z Denisom popolnoma strinjam, on je izjemen človek, res ga zelo cenim in spoštujem. Malo poznam pač njegovo zgodbo, o kateri tudi veliko govori. Jaz mislim, da tudi ta demokratizacija, oziroma kot sem jaz poimenoval to malo moško izkašljevanje, kjer smo pač naučeni ali pa nam je privzgojeno, da moraš biti močen, moraš biti tiho, moraš to v sebi predelati, vodijo do napačnih rezultatov, vodijo do pravzaprav te izgorelosti, odvisnosti, alkoholizma, do stropene moškosti, ker pač potem se rodijo mačoti, ki nastopajo stališča dominantnosti, sovražnosti do žensk in podobno, kot je ta Andrew Tate in te stvari. In če ti ne nasloviš neke bolečine, če nisi iskren do tega in teh čustev ne sprejmeš in obravnavaš, se pravzaprav nenehno vračaš v isti vzorec in ta vzorec je eskapizem, je pobeg. In pobegi se izvajajo z odvisnostmi. Kot sem rekel, v Sloveniji je odobravan pobeg v delo, pol pa imaš alkohol, droge in vse, kar pride, telefone, superdržljaje, hrano, pač ne vem, mislim, da je 50 vrst odvisnosti, ki pravzaprav obstajajo. In zato je pravzaprav psihoterapija nekaj, kar bi dejansko moralo biti dostopno v okviru osnovnega zdravstvenega zavarovanja. In to se pravzaprav mora zgoditi čim prej. In jaz menim po svoji izkušnji, ki sem jo dal skozi, da je veliko čakalnih vrst v bolnišnicah, v zdravstvenih ustanovah, pravzaprav zaradi vzrokov, ki so psihološke narave. In jaz sem zapisal v novi knjigi, da telo odpove zato, ker je to edini način, da kaj pove. In poveti, da ne ravnaš dobro, poveti, da si na napačni poti, poveti, da ga obravnavaš kot kanto za smeti, namesto kot najimenitnejši inštrument, ki ga boš kadarkoli imel možnost upravljati. In zato mi je super, da obstaja tudi prvi program nacionalni za duševno zdravje, Mira, in v okviru katerega deluje tudi pobuda Nisi ok, povej naprej, ki si poskuša destigmatizirati iskanje pomoči pri stiski mladostnikov. In moramo razumeti, da se te stvari začnejo zelo zgodaj in da je pritisk sodobnega okolja, kjer moraš nenehno blesteti, kjer moraš izkazovati ne vem kakšno tekmovalnost, kjer moraš zbrati ne vem koliko točk, da lahko prideš v šolo po svoji izbiri, tolikšen, da imajo mladi tako hude pravzaprav izkušnje in preizkušnje tako zgodaj, da jih to zelo, zelo poškoduje. Potem imamo preobremenjene starše, helikopterske starše, ki so super ambiciozni in jim dejansko dolivajo še pritiska. In na eni izmed šol sem slišal, da mladi hodijo k psihiatru oziroma psihoterapeutu ne zato, ker nimajo vseh petic,
ampak zato, ker niso zbrali 100 točk na vsakem testu. Ne? In to so neki indikatorji, ki pravijo, to izraz je zelo zgovoren in pomenljiv, ampak to se dogaja in to moramo razumeti. Prijateljica, ki je zobozdravnica, mi je povedala, da je pred kratkim morala pacientko, mislim, da srednješolko, potegniti z okna, ker je hotela skočiti skozi okno. In mladi delajo samomore, samo poškodujejo se, njihova samopodoba je pravzaprav zelo, zelo nizko. In zato tudi predavam toliko o vplivih tehnologije na pravzaprav naše počutje, naše razpoloženje, zato ker smo vsi na avtopilotu. Ne? Ljudje otrokom vržejo telefon zato, da imajo 5 minut miru, ali pa so z otroki tak, da sami gledajo na telefon. Čisto smo pravzaprav zašli, čisto smo v neki monokulturi občudovanja uspeha, bogatstva, blestenja in to nas pravzaprav trga v stran od tistega skupnega imenovalca, ki sem ga prej omenil, in to je skupnost. Ja. Zato je že skozi govori, stari, čez dubu 2, to je to, naredil si, pejdi, narejeno. Jaz sem srednjo šolo naredil z napupopravci skoraj, pač narejeno je, hvala lepa. Mislim, fajn je neka predanost, da razumeš, zakaj počneš, zakaj se učiš. Šoli je pomembna, ne vem, disciplina, da se nečesa naučiš na način, da si temu zvest, da vlagaš v to čas in trud. Žal mi je pa, da se pravzaprav tako demonizira ali pa izključuje ustvarjalnost. Zdi se mi, da je vse, tudi po tem slovenskem modelu, posvečeno kupu čtiva, kupu gradiva, vedno novim učbenikom, zvezkom, ne vem čemu. Ustvarjalnost je pa postavljena na stranski tir. In tu se mi zdi, da se bo ta, ne vem, obrat moral zgoditi. Čeprav hkrati, ful se strinjam z vsem, kar si v bistvu do zdaj že povedal. Vse se ne rabiš. Ampak ne, zdajle se ne bom. Še zmeri se mi pa zdi, sicer sem mlad, ampak če mičkam za nazaj gledam, izgorelosti po moje včasih ni bilo toliko. Omenil si tudi že sam, veš, da zdaj so nas učili, moški morajo biti, dec, ti ne boš jokal, Ampak po drugi strani je pa zdaj generacija, po moje že moja, ki smo pa pač, bom uporabil izraz, pusi. Zdaj, glej, pač, ko ti nosiš nekaj v sebi, kar te zelo daje, kar te v bistvu nekako šibi, krivi, se oprtaš z nekimi neprijetnimi čustvi nenehno, te to lahko naredi zadržanega, anksioznega, tesnobnega, prestrašenega. In mogoče je moja generacija, jaz bom kmalu star 44, odraščala v varnem zavetju po današnjih standardih zelo primitivnih tehnologij. Imeli smo stacionarni telefon, imeli smo televizijo, najprej črno-belo, nato barvno, in potem, ko smo bili stari 15 let, tudi prve videorekorderje, ker smo si podajali eno videokaseto, Ameriški Ninja 1, eno leto, potem Ameriški Ninja 2 in tako dalje. In zelo pomembno je bilo, da smo bili banda, da smo se družili, da smo odraščali skupaj na igrišču, noreli, preizkušali meje, potem imeli une Tomosove mopede, se vozili na ekskurzije puncam in pravzaprav so te stvari omogočale neko osvobojenost stalnega pritiska. Danes ste vsi oziroma mladi že zelo zgodaj oboroženi z pametnimi napravami, vse se dokumentira, vse je podvrženo pravzaprav nekemu učinku. Ali bom s to objavo zbral dovolj komentarjev, ki so pozitivni, ali bo dovolj šerov, ali bo dovolj in teh stvari. In ni pravzaprav več te svobode, da bi samo bil. In lepota otroštva je v tem, da samo si in se čudiš, kako so ene stvari noro super, kako so ene malo težje, kako premagati neko oviro, kako sodelovati z nekom, da boste skupaj z bando premagali kakšno oviro, da boste kaj ušpičali. Centri za tveganje v naših možganih so med 15 in 25 letom fizično povečani, kar pomeni, da nas pravzaprav narava sili v traparije, v neumnosti, v preizkušanje meja.
In danes pravzaprav, gledaj, če ti imaš neko naravno tendenco, da raziščeš življenje, da raziščeš sebe, po drugi strani pa veš, da ima tvoj kolega v roki telefon, s katerim lahko tvojo traparijo posname, jo objavi in še preden ti prideš domov, si lahko žrtev spletnega sramotenja ali glavna novica v informativni oddaji, boš ti ta del sebe z ročno zavoro zategnil in ga tiščal stran. In ta energija ostaja in se kopiči. In se manifestira kot tesnoba, strahovi in recimo tudi vse te stvari, ki so pač pomembne, da pridejo na plano. Ne vem, mitu moment, zlorabe in ta del tehnologije je ful pravzaprav koristen, ker pomaga zelo hitro osvetliti ene stvari. Ampak na eni točki se zgodi, da pravzaprav ljudje zablokirajo in rečejo, ok, mogoče pa ne bom punce upal usvajati, ker pač ne vem, kaj sploh danes dogovor je, ali to še smem narediti. In pravzaprav, ko ni dogovora o tem, kaj se sme, kaj se ne sme, pol se pač zapremo vase in ne poizkušamo. Ampak to, da poizkušamo, kaj je v naravi naši, da pravzaprav, ne, kot sem povedal, raziščemo življenje. Zato se je treba pogovarjati, zato je treba imeti res neke moderatorje, ki v družbi štejejo. Ne? Politika se ukvarja vedno z gašenjem požarov, nikoli pa pravzaprav ni nek frontrunner ali pa tisti, ki skrbi za debato, ki je v tem trenutku resnično pomembna. In recimo na cigaretah imamo one grozljive nalepke gor že ne vem koliko časa, v bistvu bi pa to moralo biti na telefonih, ne? Ti bi moral imeti na screensaverju, ko ga dobiš, ne, unih krasnih upodobitev pixelov, ki te zavajajo, ampak upozorilo, več kot pol ure tega na dan ti bo skisalo možgane. Ok, smo si na jasnem, ok, in pol bi se moral ugasniti. Ne? Tako da veliko stvari moramo pogledati z drugačnimi očmi. Moderatorji, ki jih rabimo. Tako, ja. Ampak, a veš, da zdaj s tem odgovorom si spet odgovoril tudi na moje naslednje vprašanje, tako da ga narava zdaj podajati, lahko pa poveva, to, kar si zdaj povedal, je tudi eden izmed tvojih stavkov, da moramo biti turisti v življenju. Točno to je to, ne? Raziskovati življenje. Čuditi se, stvari. To je to, ne? Tako, ja. Ok, dajva zdaj zafilozofirati čisto do kraja, Dobro. Da vidim, kako boš na to odgovoril. A je po tvoje boljš biti dober v nečem, ali srečen, da imaš več sreče, kot pameti? Jaz mislim, da je sreča precenjena. Ja? Absolutno. Sreča je nam fajn zato, ker je udobna, ker je prijetna, ker je zapeljiva, ker je igriva. V resnici je pa velikokrat posledica neke življenjske loterije in ljudje želimo pravzaprav nekaj, kar se nam zgodi, zapakirati v recept in potem delovati za to, da bi se nam to čim večkrat zgodilo. To pa ne gre. Ja. Za srečo ni nikoli nobenega zagotovila, nobene garancije. In jaz pravim, da sreča ni opoteča, ampak da je sreča pot. Okay? Ne, opoteča je tudi noter beseda pot. In pot pomeni pravzaprav, da postaneš v nečem dober, da si zvest svojim talentom, da raziščeš darove, za katerimi si prišel na ta svet in poskušaš iz sebe in iz njih potegniti najboljše. Da se spoznaš do točke, kjer za svojo nesrečo ne uperjaš več prsta v vse druge, ampak ugotoviš, da je pravzaprav vse tebi. In ko začneš z to navlako, z pravzaprav tem trdim notranjim delom nekako obvladovati vse to, kar se ti zdi, da je krivica, da je groza, da je komplot drugih, da je zarota, ugotoviš, da pravzaprav imaš vzvode do tega, da si srečen in pomirjen v rokah pravzaprav zgolj in le sam. In sreča meni pomeni zgolj in le občutek notranjega miru, pomirjenosti, da si pravzaprav v svojih odločitvah in izbirah suveren. Spravi, šele ko delamo svoje izbire in odločitve, smo odrasli. Veliko ljudi gre v službe, kjer dobijo navodila, pravila za to, da so še lahko vedno otroci, ker so tako navajeni iz otroštva in samo svoje nadrejene zamenjajo z svojimi starši oziroma obratno, ne? In ko ti dejansko prevzemaš odgovornost za svoje življenje, ga začneš živeti.
In potem je zelo pomembno, da tu nisi več perfekcionist in da razumeš, da so napake del poti, del tvoje rasti, del tvojega odraščanja. In zdaj napak nas je ful strah, ker če si nekdaj v plemenu naredil napako, te je pleme izvrglo in si najverjetneje umrl, ker si s tem ogrožal varnost plemena, tam pa so bili sabljasti tigri, zveri in podobno. In zato moramo na napake pogledati malo drugače. Narator, gnjavator nam vedno pravi, storil si napako, pleme te bo izvrglo in s tabo je konec. Ja, tako, zakaj si tak kreten, zakaj si tak idiot, da vedno te stvari počneš? In če se naučimo na napake gledati kot pravzaprav na poskus, ki nam je pokazal, da nekaj ne deluje, lahko to popravimo. To popravimo, pa tudi veliko bolj razbremenjujoče je. Aha, okej, poskusil sem in ugotovil, da to ne deluje. Zdaj bom poskusil še enkrat, mogoče bom moral 150 krat, mogoče bom moral poskusiti 200 krat. In ko ugotovimo, da je pravzaprav uspeh zgolj ugotovitev, kaj deluje, je stvar veliko bolj preprosta. In vedno, ko se vračaš nazaj k sebi, k temu svojemu resničnemu jazu in si neobremenjen za tem, kaj si bodo drugi mislili, komu moraš vse polagati račune in z njimi polagati roke. In ko, kot sem zapisal, ko ne vidimo dlje od svojega nosu, nam gre vse v nos. In takrat smo v stanju žrtve. In tudi ta notranji glas na nenehno sili v stanje žrtve. Poglej, kaj vse naredim za njih, pa me nihče ne opazi. Poglej, kako se razdajam, poglej, kako sem naredil to in to, pa niti trohice pohvale. In ko ugotovimo, da smo v stanju žrtve, ki hlepi po pozornosti, ker se sama sebi ne počuti dovolj vredna, ker si ne zaupamo dovolj in tako dalje, se lahko spet tega začnemo osvobajati. In tako je pravzaprav sreča zgolj ta neka pot, po kateri pridemo nazaj k sebi. Evo, to je taka zelo, zelo banalna misel, ki pa se mi zdi, da pač pove nekako, kaj je naše resnično prizadevanje. Danes se mi zdi, da smo imeli kar tako pol tvojega predavanja. Kar je dobro. Pa je dobro, to so bili še dodatni zapiski. Dodatni zapiski. Ja, the best. Res mi všeč, da sva vse lepo razčlenila in ogromno je tega še zadaj, ampak zdaj me pa zanima malo, kako doma funkcionira vse skupaj. Kako usklajujete vse te obveznosti, ki jih imata še zmeri oba polno tudi s partnerko, igralko Ivo Krajnc Bagola, pa otroc, pa vse to, kako usklajujete vse to? Pomembno je, da se znamo v razmerju pogovarjati. In jaz tega na začetku nisem vedel, pogosto sem se zatekal v to stanje žrtve, vse je na meni, ona je non-stop v teatru, v večerih in tako dalje. In potem za to neko jezo pravzaprav vedno želiš razčistiti na neproduktiven način, da nekomu vržeš in postrežeš, glej, to pa to moram jaz vedno početi. Ja. In beseda vedno je v razmerju katastrofa. Bomba z zelo kratko zažigalno vrvico. In potem postanemo recimo kot neke vrste avtomati, kjer imamo vsi svoje gumbe in en točno ve, katerega mora pritisniti, da dobi želeni učinek. In ponavadi so ti želeni učinki to, da se spičimo, da smo v konfliktu, da si non-stop nekaj učitamo. In zato, ko smo se midva z Ivo, tudi smo šla na enih par terapij k Meliti Kuhar, terapeutki, naučila pravzaprav, kako te najne vzorce obravnavati, je to zelo dobro steklo. In ena druga stvar je, ki sem jo zdaj pač za svojo rastjo pogruntal, to, da se pravzaprav tudi v razmerju znebiš pričakovanj. Zato, ker vsi prihajamo iz družin, ki so imeli različne jezike ljubezni, različne jezike handlanja konfliktov in tako dalje. In potem prideš z pravzaprav nekim pričakovanjem, pri tem govoriš popolnoma tuj jezik, v prispodobi in to je spet nek teren, kjer si nenehno razočaran. Ja. Zato, ker drug partner pa ima svoje obrambne mehanizme, svoje načine gledanja, svoje pričakovanje in to je pol vedno. In tako, ko zdaj, pač vem in spoštujem, kaj je Ivin poklic, ki zahteva odsotnost ob večerih, potem so vikendi pogosto, ki so namenjeni snemanjem in tako dalje. Še z drugimi se mora ljubčkati včasih. Tudi včasih, to pol moramo pogoltniti, zamižati ali karkoli že tu in tam navreč. Je vse skupaj
veliko lažje, veliko znosnejše, veliko bolj pravzaprav razbremenjen si tega, kar si pač videl pri svojih starših. Ja. Vsi smo produkt svojih staršev in hoteli, ne hote so naš najbolj zgodnji vzor, zato od njih prihajajo naši najmočnejši vzorci. Ja. Ne? In ko te vzorce pač obravnavaš, ko veš, da si veliko več kot zgolj, ne vem, kujajoča se gmota ali pa impulzivni čistilec posode, ne bom se pogovarjal s tam, bom zdaj celo stanovanje spucal in tako dalje. Kar je kul, ki je pol vse spucan. Ja, res je, ne? Ampak ne veš pa, Plusi, minusi. da krčevito rabiš nek nadzor, kontrolo, ker pač ne znaš tega imeti nad svojimi čustvi in tako dalje. Ne? In ko pač malo te stvari pogruntaš, in predvsem, no, to se mi zdi ful pomembno za čisto vse, dajmo se ne več toliko obremenjevati za neko stigmo, da je duševno zdravje nek bav, da če priznaš, da se ne počutiš dobro, da če se ti zdi, da si tesnoben, ali ti je strah, ali si anksiozen, ali si moški in tega ne smeš povedati, da je to brez veze. Da je treba dejansko uporabiti to prečno progasto muskulaturo, ki je naš jezik, in povedati. Ne? In če če nečesa ne izdavimo, nas to zadavi. In zato pač dovolimo si pravzaprav spregovoriti, dovolimo si povedati, preden to naredi naše telo, ker telo to vedno sporoči skozi bolezen. Zdaj sem se predstavljal tvojo sliko, črno-belo, pa tvoj quote zraven tebe, veš, kaj so tiste, kaj sam piše, če nekaj ne izdaviš, te zadavi. Bagola. Lepa. Super, evo. Zelo dobro. A ti da kdaj Iva kakšno idejo? Absolutno. Na vsakodnevni bazi, ja? Mislim, Iva je res fascinantna ženska. To vključuje tudi, da me včasih tako znervira, da se najrajše pogrizel. Da bi njo zadavil. Ne, to ni tako hudo. Ne, direkt. Je pa res, da, ja. Tako pač, ne? Kot se reče, ne, rajše bi te nosil kot prenašal. In je res pač izvrstna umetnica, spet zelo fokusirana, zelo disciplinirana in se v enih stvareh krasno dopolnjujeva, v drugih stvareh sva si pa v izrazitem konfliktu kot yin-yang. Je pa pač tudi, njeni možgani so, recimo jaz, če se po noči predramim, da me kaj zbudi, so moji možgani kot vedro, petard in ognjemeta, že tako ideje in ne vem, 3 ure ne morem več nazaj zaspati, ne. In ona sicer lahko se obrne in zaspi, kar ji tako zavidam, ne, je to super zmožnost, ampak ima res tudi take noro kreativne možgane in zdi se mi, da pač sva tu res tak lep par, no. Odlično. Albo vesela, kot to slišala. Aljoša, daj mi še povej, kaj te čaka zdaj recimo v bližnji prihodnosti? Dajmo reči v letu 2023. Se pravi, zdajle, če sva prej prišla do knjige, da na vsaki 2 leti zdaj jo pišeš. Tako, zdaj pišem novo knjigo o pomembnosti postavljanja meja. V bistvu nimam samo predavanj, pogosto za podjetja ali pa kakšne organizacije, naredim tudi delavnice, kjer potem pravzaprav nagovorimo to našo slovensko pohlevnost, pridnost in pretiranost v teh pogledih. Ne? In ugotovim, da ljudje res ne znamo reči ne. In jaz temu pravim nemokracija. Ko pride do besede ne, ostanemo nemi. In zato je treba znati spregovoriti, zato je treba ta ne povedati in se postaviti zase. Ne? Tako da bo nova knjiga o postavljanju meja in pomembnosti tega. Potem, zdaj vmes so išle moje misli, 365 misli, tak za vsak dan, tak zelo priljubljen pripomoček zdaj za marsikoga. Išla bo knjiga v angleščini, prva knjiga je zdaj v urednikovanju. Ti tudi pripravljaš se na predavanja v tujini? Tako, imam tudi predavanje že zasnovano, tako da bodo sledili še tu kakšni premiki v te smeri. Zdaj večinoma sem predaval oziroma predavam na direktna povabila organizatorjev konferenc, podjetij, šol in podobno. Hodiš na rojstne dneve? Ne še. To pa zdaj pač
tudi veliko ljudi pač piše, kje bi pa lahko tako prišli na tvoje predavanje, tako da zdaj se tu menim. Kava s červekom? Ja, kakšno inštitucijo, da izvedemo eno večje predavanje. Spet imel sem lani turnejo z Špas teatrom po celi Sloveniji, kar je bila krasna izkušnja. Tako da se veselim pravzaprav spet. In ta stik s publiko, spet to, ne vem, potem po predavanju podpisovanje knjig in te stvari, je spet ta skupnost, ta stik, to žlobodranje, ta skupnost, to neko Pripadnost, vezivo, to, kar smo, to, da smo pleme, da smo ljudje smo bitja, ki moramo pravzaprav se družiti, biti skupaj in si tudi dobro vzeti čas zase. Tako. Aljoša Bagola, še zadnje vprašanje, spet za vsakega gosta popolnoma isto. Kako izgleda tvoj popoln dan? Začne se z kavo, s červekom. Prvi, ki je to rekel! To imaš zdaj tisto brezplačno reklamo. To je pa reklamo, zdaj tista reklama. Kad sam tu še uporabljamo. Zaslužil si jo. The best. Kaj pa pol naprej? Potem pa, zdaj ko pridem domov, bom peljal psa na sprehod, skuhal kosilo, potem pa preživel še čas popoldne z družino, Iva zvečer nima vaje. Pravim pa, da je ful pomemben ker sem jih toliko našteval, tudi nekoga poljubiti. Ne? Zdaj seveda partnerja sploh. Še posebej pa predlagam, da poljubimo tistega ali tisto, ki ga ali jo največkrat vidimo v ogledalu. Tako da bodite dobro zvesti samim sebi. Damn. Ej, Aljoša, za konc, nikoli nimam zapisanih nobenih besed, ki jih pol na koncu gostu izrečem, ampak danes sem res videl, why all the fuss okrog tebe. Res sem zdajle videl to je to. Tako da, če še niste prebrali kakšne njegove knjige, dejte jo, če imate šanso ga poslušati, pejte, ker tole je zdaj noro. Škoda, ker nimava več časa, ker to bi lahko cel dan debatirala takole. Tako da, Aljoša, ful ti hvala. Hvala nam za vso pomoč, ki nam jo daješ, za vso to energijo, za vso to pripovedovanje zgodb in samo uspešno, kamorkoli te že zapelje pot. Hvala enako, hvala za povabilo, hvala tudi vam za vse stvari, ki jih počnete dobrodelno ali ozaveščujoče. Tako da, to je to sobivanje, sodelovanje, ki nas dela fajn. Kava s červekom. Radio 1. DeLonghi, perfetto, od zrna do skodelice.